Meni se zdelo strašno lepo, da je gospod župnik to razstavo, ki govori pravzaprav o srčnosti, o zvestobi Slovencev, lastnemu narodu, njegovi kulturi, njegovem bogastvu, duhovni dediščini, da jo je pravzaprav povabil med vas s pričetkom prav na dan vrnitve Primorske k matični domovini. Se mi zdi tako lepo in da se to obeleži, no, to se mi zdi res srednja hvala. Se mi zdi, da premalo smo ponosni, premalo se zavedamo tega, kako je vsak del našega narodnega ozemlja pravzaprav naš, dragocen. Tako, da ne bom pa predolga, a veste, sem se bala, kaj je gospod župnik rekel, sem povabil, da bo rekel nekaj besed, da bo rekel, da bo mogla biti skratka, ampak sreči tega ni rekel, tako da lahko sem malo daljša. Ne, ampak res to je, jaz sem vesela, da lahko marsikdo med vami to zgodbo tudi že pozna, verjamem. Tukaj bo tudi gospod Franci Žnidar, ki prihaja tudi sam in potomec, oziroma prihaja argentinski Slovenc, nekateri ga poznate, nekateri ne, se pred leti preselil v Slovrno nazaj, v domovino svojih staršev. Bo verjetno povedal še več, lahko kot jaz, ampak sama, tako kot je rekel gospod župnik, sem se ukvarjala, želela sem spoznati to izjemno zgodbo, ki so jo spisali naši slovenski begunci maja 1945 in potem vse v naslednjih letih opisali. Je zgodba, ki je pravzaprav v tem begunskem smislu po drugi svetovni vojni fenomen tudi v evropskem prostoru. Namreč, ko boste videli potem skozi predstavitev njihovega življenja v tistih 3 letih, ki so ga preživeli v taboriščih, so ustvarjali izjemno kulturno življenje, ki mu pravzaprav v begunskih taboriščih po vsej Evropi ni bilo para. In ko govorimo po Evropi, predstavljamo si samo na Koroškem, kamor so se naši Slovenci umaknili maja 1945, je bilo 200.000 beguncev. Med temi 200.000 begunci pa se je maja 1945 umaknilo tudi okoli 6.000, najprej seveda, oziroma okoli 7.000, pravzaprav bi lahko rekli, civilistov, otrok, mladih, starejših, mater in pa seveda Slovenska narodna vojska, domobranci. Ker smo danes usmerjeni naš pogled tudi primorski, velja omeniti, da tudi maja 1945 se je tudi okoli 4 oziroma 5.000 Slovencev pravzaprav tudi umaknilo prek Primorske v Italijo in tam pisalo zelo podobno begunsko zgodbo, tako neverjetno, kar kaže, da ni stvar kraja, kjer se človek, kjer se Slovenija se razsveti, ampak je stvar njegove globine. Da so se maja 1945 morali ljudje umakniti, razlog v tem je znan, še danes težko govorimo o teh časih, ker so nas tako razklali. Dolenjska, Notranjska, pa tudi drugi kraji po vsej Sloveniji so občutili med vojno revolucionarno nasilje, marsikdo od blizu, tudi med svojimi najbližjimi, nekateri tudi iz pripovedovanj in zato, da bo tako, ker je bilo jasno, v začetku maja 1945, kdo bo zmagovalec druge svetovne vojne na naših tleh, o pomoči seveda sovjetske rdeče armade, so se ljudje umaknili. Za 14 dni so rekli, da odhajajo, za 3 tedne so mi prepričali ne več, toliko da ta val zmagoslavja, ki je bil prepleten, prežet tudi z željo po maščevanju, da mine. Tako da na to pot, ko so se odpravili, so seveda vzali tistih nekaj najnujnejših stvari, kot vzameš s seboj, ko greš, za tistih 14 dni najnujnejše. Nekaj obleke, nekaj hrane. In so se odpravili. Prva preizkušnja, oziroma že sama pot je bila zelo težka, ampak velja pa izpostaviti posebno preizkušnjo, oziroma izkušnjo pravzaprav, predor, Ljubelj. Takrat, kdo med vami se še ni peljal skozi predor Ljubelj, da tako vprašam. Tam? Aha, imamo. Ampak samo si v Peugeot umakne se, ker je gospa bi rada šla domov. To je zaparkirano. Se pravi, lastnik sivega Peugeota. Jaz sem nekaj hvala popati lastnika, ki ima Peugeota. Skratka, kdo je med vami še ni šel skozi ta predor? Vsi, a ne? Ste že bili. Imate mogoče v spominu, kako dolg je ta predor? Takole, približno od Piše bi 500 metrov. 4 metrov.
4 pa pol. Vam se pa zdi, da dolgo 1500. 1500 nisem slišala, kaj ste vprašali. Kako dolg to predor je tale ljubenski? 1500. No, celo 1503. 1500 pa je. No, res je, 1500 km pa pol. Danes, ko se peljamo skozi ta predor, je seveda osvetljen, asfaltiran. Takrat je bilo to šele v sogradnji. Predor je bil tako temačen, črna tema in pa seveda lukne na cesti, ko pač te poti skozi predor. A niso šli čez Starni Bel? Ne, so šli tudi najprej skozi Starno, so šli čez oboje. Šli so najprej tudi, da bodo šli čez Starno Bel, ampak tam so bile že tudi obstreljevanja, tudi požar se je potem gor v gozdu sprožil, več požarov zaradi tega obstreljevanj. Zaradi tega je bilo treba, in nekateri so imeli seveda s sabo potem tudi vozove, konje in tako. In marsikdo se je potem tudi umaknil in šel spet nazaj dol. In seveda predor je bil tudi na nek način bližji, ne, šel je skozi na drugo stran. Tako da so šle množice pravzaprav skozi ta predor. Ne samo slovenski begunci, umikala se tudi nemška vojska, kot sem rekla, umikali so se domobranci, pa tudi druge enote, vojaške in tudi iz drugih delov, drugih držav, Hrvaške in pa tudi nižje dol, pa tudi civilisti, skratka, to je bila masa ljudi. Jaz večkrat povem to zgodbo, kaj se je zgodilo, zakaj pravim, da to je bilo en strah, groza, ker si šel v temo, kjer nisi vedel, kaj te čaka na drugi strani. Si predstavljate, da ste res v temo, 1500 metrov teme, v katero greste, ne veste, kaj vas čaka na drugi strani, kaplja vam voda na glavo. No in ta zgodbe, ta predor je spisal tudi pretresljive zgodbe, meni je vedno znova pretresljiva zgodba mlade mamice, ki je šla skozi predor z dojenčkom v naročju, majhnim par mesecev starim. Se veste, ko masa ljudi hod in ne vidi, je v enem trenutku ta dojenček izpozel skozi iz rok. Tako da ljudje, ki so hodili za njo, pravzaprav niti niso vedeli, ne hodijo samo po blatu. In ravno pred kakšnimi, mamica je prišla z otrokom, je šla v predor, prišla je ven brez njega. In ravno nekaj tednov nazaj mi je pripovedovala ena gospa, ta zgodba je šla tudi zelo hitro od ust do ust, ker ni bila edina, ker se je to zgodilo. Tako da njena mama, ko je nosila njo in njega brata, tudi skozi ta predor je šla, je dala mlajšega bratca v lonc, ga je posadila in ta lonc držala, da bi se ne zgodilo kaj podobnega. Ljudje so prišli potem na drugo stran, proti Celovcu so šli. Celovci bo seveda že zasedali, tako da so jih Angleži potem usmerili na Vetrinsko polje. Zdaj, med vami, nekdo, ki se bo verjetno že dobil tudi v Vetrinju, je bil kdo roko gor, je bil že, da malo, nekaj vas je že bilo. Skratka, danes je Vetrin pozidano mestece, oziroma mesto. Takrat je bil tam gol travnik. Gol travnik nekaj njiv in pa seveda ta samostan in cerkev, ta vetrinska cerkev. Na ta travnik so potem usmerili begunce, usmerili tudi vojsko, tako da v sredi maja je bilo tam okrog 32.000 ljudi. Na golih tleh, na golem travniku ni bilo barak, ni bilo hiš, ni bilo ničesar, samo travnik, voda, maj, mraz. Vsega je dovolj. Tu so vsi ljudje, ker so se pa znašli, so si pomagali, tisti, ki so najsrečnejši, ki so pa šli čez mejo, čez karavanke, z vozovi, so pod vozom uredili si hišo. Ostali so si pomagali z rjuhami, dekami, kakšnim ljubjem, vejami, skratka, kar so našli, zato da so si ustvarjali dom za tistih nekaj prepričanih 14 dni do tedne. No, na tem travniku so preživeli 2 meseca. Ampak vmes, preden je minilo teh 2 meseca, seveda se spiše najbolj tragična trenutek, pravzaprav najbolj tragičen trenutek naše narodne zgodovine v vsej svoji obstoju tisočletnem, kar slovenski narod obstaja. Vemo, maja vrnejo nazaj slovensko narodno vojsko, dobrance, tako da v taborišču ni bilo nikogar, praktično res nikogar, ki ne bi takrat brata, sinove, očete, strice, ogromno. In ne samo to, poleg 11.000 domobrancev, ki so jih takrat vrnili, številka seveda ostaja neznana,
točno, so vrnili že prvi dan tudi 600 civilistov. Tudi žensk, veliko je bilo žensk, zaročenk, ki so želeli skupaj z svojimi zaročenci nazaj, oziroma prepričani prvi dan, da gredo v Italijo. Tudi, zakaj to spostavljam te civiliste, teh 600? Zato, ker tudi za njimi je vsaka sled v Sloveniji izginila. Tudi oni so delili enako usodo kot slovenski demokrati. In če boste dali imeli priložnost, da boste začutili, kaj je ta tragika tega konca maja, vam svetujem, vam predlagam, da greste kdaj na pokopališče Vrh treh kraljev. Poznate verjetno tiste kraje. Boste našli med drugim tudi pokopališču Ploščo, kjer so zapisane imena 6 fantov. 6 bratov, ki so bili takrat vrnjeni nazaj. Še danes seveda domači na režijo zakopani. Reakcija Slovencev takrat tisti, ki so na begunskem travniku ostali, zatekli so se, danes je bila tako lepa prošnja in tudi danes Marina priprošnja, so se zatekli v cerkev, prosili župnika tudi, če lahko pusti ključ, da bodo tam lahko molili, da pa iskali odteho pri Mariji. Župnik takrat Vetrinski, drugač Nemec po rodu, jim je dal ključe in je tudi prosil, da vrne nazaj, ko bo zadnji učel iz cerkve ven. In ta župnik je še bil tam kar nekaj 40 let, je bil pravzaprav potem v Trinju še župnik, ni do konca vedno znova razlagal, kako ni mogel verjeti, da so do zadnjega dne je bila cerkev polna noč in dan. In šele ob zahodu zadnjega begunca v druga taborišča so prinesli ključ. Tako da tista cerkev je res milostni kraj za našo zgodovino. Ja, lahko vprašam, katera cerkev je tam? Tista ta velika, ki je... Ta velika zraven samostana, ko je v sklopu samostana. Ni v nastavljam, da je svetni Pavle posvečena, se mi zdi. Tista mečka, da se peljete mimo, ne, tem so hodili pa kot neko rob, on, da so se stvari mečka stekla, so se pa toj pri kamen, so pa hodili kot tak romanje so oni rekli, ker je pač 1 kilometer stran, oziroma tam se je začelo pravzaprav taborišče. Tako, ta velika v samostanu, ta samostan vetrinski, mogoče se da nam predolga, ampak vseeno mogoče ta vetrinski samostan, cerkev, če boste imeli priložnost, pojdite noter, na levi strani boste videli pietak, je kip Marije z Jezusom na naročju in spodaj slovenski in nemški napis zahvala slovenskim beguncom, zato ker bi morali biti 1. junija tudi vsi civilisti, dogovorjeno tako bilo, ne samo domobranci, vrnjeni naj bi bili tudi vseh 6000 civilistov, se pravi beguncev, med katerimi je bilo več kot 10, se pravi več kot 1000 mlajših od 15 let. Tudi tej naj bi bili vrnjeni, tak je bil dogovor. In k sreči je 31. maja, da se vam več podrobnosti pa velja omeniti Valentina Meršola, zdravnika, ki je pač, ko je po svetu šel k zavezniškim oblastem in prosil, ne vrnite jih, ker se v Jugoslaviji, ne vrnite jih v Slovenijo, ker tudi njih čaka enaka usoda. In so res ustavili, tako da nobenega begunca potem niso več vrnili. In zahvala, če boste prišli v to cerkev, je tudi ta Marijin kip, kjer piše in se zahvaljujejo slovenski begunci širom sveta za to, da so takrat lahko preživeli. In še z enim zgodovinskim momentom je ta cerkev povezana in sicer z enim opatom še iz 14. stoletja, Vetrinski, Janez Vetrinski, nima nič veze z našo zgodbo, ampak samo tako mimo grede, če boste kdaj šli. On je bil eden izmed tistih, ki je popisal in zapisal o steličevanju koroških vojvod. Tako da je zasluga tega opata iz Vetrinja, da imamo tam zapisano in te zapiski naj bi prišli tudi potem kasneje do papeža Piccolomija in potem kasneje do Roosevelta, ki se je naslonil na te besede, ta usteličevanje koroških knezov, tudi ko je pisal ameriško ustavo. Ta ljudstvo je tisti, ki daje oblast vladarja. Zakaj to omenjam? Mogoče ni tako, ne blizu, vseeno ne naši zgodbi, namreč vseh 4 leta, ki so jih begunci preživeli potem v tem taboriščih, najprej tu na Vetrinskem polju, so res, tako kot je že župnik izpostavil, zelo tudi to poudarjajo, to ljubezen do svojega, do zgodovine, učili, tudi začeči z terantanjem in ustoličevanjem koroških knezov. Danes himna, ki so jo imeli, oziroma jo imajo Slovenci po svetu,
Slovenija v svetu, napisal je tudi eden izmed beguncev, Marko Kremžar, tudi pravi, vojvod, se pravi, da je prav vedela, knezev si voli Slovenec sam. Prav v himni je to, da si voli sam, ampak to je tak medklic. Zdaj smo konc maja 45, še enega duhovnika bi rada omela, ki ga vedno omenim, in sicer Salezijanca, Alojzija Luskarja, mogoče je kdo med vami zanj že slišal. To je bilo tudi Salezija. Vemo, da takrat, maja 45, to je pomembno tudi za danes, za naš čas, so se umaknili na Koroško oziroma v Italijo, ne samo, se pravi, nekih 6000 nekih brez ime ljudi, ampak šla je tudi narodna elita, se pravi najboljše, kar smo Slovenci imeli na področju gospodarstva, kulture, družbe, tudi političnega življenja in šlo je tudi ogromno takrat duhovnikov. Preko 200 duhovnikov je odšlo na Koroško in potem tudi v Italijo. In med njimi je bil tudi Alojzij Luskar, ki je takrat konec maja, to je res huda bolečina spoznanja, da pele domobrance nazaj, vračajo nazaj. In on je ves čas vse svoje življenje tudi pripovedoval, kako je takrat se med Slovenci zgodil en velik moralni čudež. Kaj je mislil s tem, da ste rekli, ne? Namreč noben od Slovencev, kljub vsemu hudemu, predstavljajte si mamo, ki je izgubila 6 svojih sinov, nihče med njimi ni naredil samomora. Zakaj bi ga? Zato, ker drugi narodi, ko so vračali ljudi nazaj, so točno to naredili. Recimo znana je zelo zgodba in tudi Kozakov, imate tudi spomenik na Koroškem v njim v spomin. Ko so zvedeli, Kozaki so najbrž tako vračali Angleži nazaj v Sovjetsko zvezo, ko so zvedeli, da se vračajo, so mnogi med njimi naredili samomor, njihove žene, ki so bile z njimi, so zagrabile svoje otroke, marsikatere, in se vrgli v deročo dan. Med Slovenci se to ne zgodi. Oni se res zatečejo k Mariji v cerkev in tam najdejo svojo moč. In iz te moči pa res spišejo, se rekla, neverjetno zgodbo, na tem travniku, kjer ni bilo hrane praktično, prve dneve sploh ne, kasneje pa zelo malo, zelo skromno. Pod milim nebom pravzaprav, že takoj v nekaj tednih vzpostavijo šolo za najmlajše, za osnovno šolo, bi rekli danes, takrat so rekli ljudsko šolo. Seveda niso šli v učilnice, niso šli v osnovna šola, že srednja, kaj, prvi, drugi letnik? Že četrti. Wow, letos težko leto, matura. Kaj da? Drugi, okej. Mi je všeč, da imamo namreč eno mlado predstavnico, ker govorimo o mladih. No in ta šola, skratka tudi, so šli v šolo, vi imate razred, imate verjetno kamni zidano stavbo, na hrbtniku vzameš in greš učbenike, delovne zvezke, pa še kaj zraven, težka podoba. No, tako, ampak oni tega pa nič niso imeli, ker so pričakovali, rekli so 14 dni, niso med sabo, ampak na tem golem travniku so vzpostavili razrede in začeli s poukom. In ne samo to, ustanovili so tudi slovensko begunsko gimnazijo. Želeli so največ tisti, ki so bili v srednji šoli,